Pozdravljeni! V zadnjem briefingu pred veliko nagrado Katarja si bomo ogledali vse zanimivosti, ki nam bodo lahko razložile marsikatero podrobnost na dirki. Tudi tokrat bo naš zadnji briefing razdeljen na tiste tri običajne dele. V prvem delu se bomo pogovarjali o samih kvalifikacijah, v drugem delu se bomo ozrli malce proti ritmu, ki smo ga lahko videli predvsem v drugem prostem treningu, in v zadnjem delu bom podal moje osebno videnje glede možnih strategij za nedeljsko dirko. Začnimo kot običajno na začetku, kjer ne moremo mimo fantastičnega časa, ki ga je dosegel Lewis Hamilton. Osvojil je najboljše izhodišče za nedeljsko dirko in marsikdo izmed vas bo sedaj mislil, da je to lahko tudi posledica novejšega motorja z notranjim izgorevanjem, ki ga je vgradil na prejšnji dirki, veliki nagradi São Paula. V mojih podatkih, tistem, kar sem zasledil v raznih virih, naj bi imel tu v Katarju starejši motor z notranjim izgorevanjem, vsaj na kvalifikacijah. Vprašanje, ki se je sedaj porodilo marsikomu izmed vas. Možno, da bodo pri Mercedesu zamenjali motor z notranjim izgorevanjem v noči iz sobote na nedeljo? V mojem razumevanju pravilnika Formule 1 je to možno. Kazen je bila odslužena že na prejšnji dirki in specifikacije starejšega in novejšega motorja z notranjim izgorevanjem so enake. Ne gre za dve ločeni različici. Zato pod režimom Parc Fermeja, pod budnim očesom tehničnih delegatov, je menjava možna in tudi izvedljiva. A o tem, ali se bo to zgodilo ali ne, bomo seveda skupaj videli pred samo dirko v tistih tehničnih poročilih, ki jih izdaja FIA, kjer so navedeni vsi deli, ki so jih ekipe zamenjale v noči med soboto in nedeljo. Pri Red Bullu niso bili tako hitri, kot bi lahko pričakovali. Max na drugem mestu, Sergio komaj 11. Treba je poudariti dve zadevi, ki sem jih sam opazil. Najprej, RB16B je imel kar veliko količino isker tam v območju ravnega dna. Nekako s tistim prednjim delom v območju splitterja je kar pošteno podrsal po asfaltni površini, tako da smo lahko občudovali iskre daleč za bolidom. V primerjavi z drugimi bolidi je bilo pri Red Bullu to iskrenje bistveno močnejše. Po drugi strani so pri Red Bullu, predvsem na drugem in tudi deloma tretjem prostem treningu, imeli kar nekaj težav z mehanizmom za odpiranje ter zapiranje sistema DRS. Večkrat so ga razstavili in sestavili, kar je bilo tudi zanimivo. Mehaniki so s telesi zakrili pogled v garaže. Namreč po novih pravilih se ne sme več zapirati pogleda v bokse s tistimi tako znanimi panoji. Valtteri Bottas na tretjem mestu je nekako tam, kjer smo ga pričakovali. Mnogi bodo dejali, da bo začel dirko na čistejšem delu proge, ampak mnogokrat smo opazili, kako dobro v navednicah začenja dirko Valtteri Bottas. In smo prepričani, da bo pomagal svojemu moštvenemu kolegu, no sam nisem preveč prepričan v to varianto. Nato imamo Pierrea Gaslyja, ki sicer tokrat je imel realen zaostanek, ampak kaže fantastično formo tega vikenda. A
videli bomo v nadaljevanju, da ni vse tako enostavno, kot se zdi na prvi pogled, tudi pri gasliju ne. Za njim Alonso, Norris in Sainz. Sainza velja še posebej omeniti zaradi tipologije pnevmatik, s katerimi je prišel iz drugega v tretji del kvalifikacije. A o tem nekoliko kasneje. Za Sainzem Tsunoda fantastične kvalifikacije ter Ocon in Vettel. To na 11. mestu Perez, ker bo sicer imel prosti izbor pnevmatik, a svojemu moštvenemu kolegu ne bo mogel tako dobro pomagati, kot bi marsikdo lahko pričakoval od njega. Sicer na veliki nagradi Sao Paula smo videli zmago Lewisa Hamiltona, ki je nedeljsko dirko začel z 10. mesta. A Lewis Hamilton in Sergio Perez sta dve različni osebi in tudi proga tu v Lozaju še zdaleč ni taka kot ona, ki smo jo videli v Interlagusu. Zato Pereza lahko nekje umestimo tam med dobitnike točk, zagotovo v zgornji polovici se bo nahajal, ampak v mojem mnenju, ukolikor ne bo kakih presenetljivih odstopov, ga bomo težko videli na zmagovalnem odru. Tu se moramo vrniti k tistim najboljšim. Namreč v drugem delu kvalifikacij so samo 4 vozniki uporabljali srednjo trdoto pnevmatik, da so se prebili do zadnjega dela. Oba Mercedesa, Max Verstappen, še prej omenjeni Carlos Sainz mlajši. Sicer uspelo mu je za las, ampak ni važno. Carlos Sainz mlajši je bil z medium pnevmatiko hitrejši od Charlesa Leclerca s pnevmatiko soft. Korekcijski faktor tu v Katarju med soft, medium in hard je 7 desetink. 7 desetink med soft pa medium, 7 desetink med medium in hard, torej med soft in hard sekunda cela 4. In ta fantastičen rezultat na kvalifikacijah Carlosa Sainza mlajšega nekako potrjuje teorijo, da se je nekako prilagodil skuderiji Ferrari in sedaj začenja kazati enkratne rezultate. Upam, da mu bo to na dirki tudi uspelo. Charles Leclerc pa je padel v krizo, a v naslednji sezoni bi bil lahko status prvega voznika pri skuderiji Ferrari nekako ogrožen, kar se tiče Charlesa Leclerca. Pustimo sedaj kvalifikacije pri miru, poglejmo si malce ritem. Na grafu lahko vidimo, da je situacija podobna tisti, ki smo jo videli na mnogo drugih velikih nagradah. Mercedes rahlo hitrejši od Red Bulla in ta razlika lahko z gotovostjo pride tudi v tisto območje statistične napake. Lahko bi rekli, da sta obe ekipi poravnani, čeprav smo videli Lewisa Hamiltona v izjemni formi na kvalifikacijah. To v drugi skupini Alfa Tauri ter Ferrari. In tu velja se zopet vrniti k Carlosu Sainzu mlajšemu, ki bo začel z medium pnevmatiko, potem ko Pierre Gasly in Yuki Tsunoda na soft. V tej drugi skupini imamo trio McLarena, Alpina ter Aston Martina, ki nekako zrcalijo tudi rezultate samih kvalifikacij. Res dober rezultat za Alpin na kvalifikacijah in tudi ritem ni slab, ampak mislim, da si v francosko-britanski ekipi želijo nekaj več. Pomembno bo, kot ste že verjetno razumeli, s katero pnevmatiko bodo začeli dirko posamezni vozniki. Sem povedal, po mojih podatkih med prvo deseterico
imamo le 4, ki bodo začeli na pnevmatiki medium. Še enkrat, oba Mercedesa, Hamilton, Bottas, Max Verstappen in Carlos Sainz mlajši. Kolikor pogledamo mojo osebno napoved, je tista najbolj enostavna strategija z enim postankom, kjer se začne na medium in nato po približno 20 krogih natakne pneumatike hard ter pelje do konca. Kolikor se začne s pneumatiko soft, sem računal na 2 možni strategiji. Najprej strategijo z 2 postankami, ki je tudi po svojem fleksibilna. Namreč s pneumatiko soft bi se lahko zvozilo nekje okrog 14 krogov, nato nataknilo pneumatiko medium za 24 krogov in ponovno soft za zadnjih 14. Kolikor bi imel voznik težave v prvem delu, bi namesto srednje trdote lahko nataknil pneumatike z belim napisom, ki bi mu omogočile tudi skrajšati zadnji del. Ampak to se lahko vidi na sami progi. Po drugi strani bi bila v teoriji možna tudi strategija z enim postankom in pneumatiko soft. Začeti s tisto pneumatiko z rdečim napisom 17 krogov, nato pneumatiko hard in peljati do konca. Videli smo na prostih treningih, da je lahko stint trajal toliko tudi soft pneumatiko, ampak nekaj je dirka, čisto druge razmere so pa na prostih treningih. A gre za mojo osebno napoved, kjer priznam, da nisem prebral nobenega članka oziroma videl nobene tabele, ki bi jo izdal Pirelli. In kot običajno bomo v komentarju v drugem delu tudi obdelali napoved Pirellija, mojo osebno napoved, ter primerjali s tistim, kar se je zgodilo na sami dirki. Če se spomnite rezultatov zadnje, prejšnje dirke, velike nagrade São Paula, sem se resnito uštel. In tu je čar napovedovanja. Kar se tiče tega našega zadnjega briefinga, je to vse. Hvala za vašo pozornost, ter seveda nasvidenje.